Zaradi zdravja, pa tudi zaradi vseh naporov, ki jih doživljamo v Modrijani, sem se bil primoran odločiti in spremeniti življenjski slog. Nekaj razvad je bilo treba umakniti, ampak potem, ko zelo kmalu ugotoviš, kako že po enem mesecu ali dveh so rezultati, da se boljše počutiš, boljše delaš, boljše funkcioniraš, takrat vidiš, da se splača in da je vredno. Tako da vsaka sprememba se splača, ob tem pa seveda potrebuješ dobro družbo ljudi, veliko podpore, da lahko spremembe na dolgi rok uvedeš v življenjski slog. Pogosto pomagajo dobre knjige, v knjigah pa so tudi zgodbe ljudi, ki so imeli že kakšne podobne izkušnje in so ti že lahko včasih knjige, ki so tudi brezplačne v knjižnici, dobra podpora. Zdravniki so v Sloveniji zelo dobri, če nam le prisluhnejo in če si le vzamejo čas za nas. Jaz sem imel, hvala Bogu, to srečo. In seveda najbližji, družinski člani in tudi prijatelji. Vsake toliko časa pa sem v čem postokal tudi fantom iz skupine Modrijani in so prisluhnili in so me pri spremembah seveda tudi podprli. Pri svojem bratu Franju cenim njegovo zavzetost do samega petja, glasbe, se je res izpopolnil in se izpopolnjuje še naprej. Pri Blažu cenim njegovo 100% pri vsaki stvari se posveti res do zadnjega diha. Pri Roku pa cenim organiziranost, on je sposoben organizirati največje stvari, kar jih premore Slovenija in še več. Vedno bolj cenim svojo organizacijo dneva, ker to pa cenim zato, ker včasih tega nisem imel, pa sem to pridobil z leti. Nič slabega ne vidim v tem, samo kaljenje v odnosih. Pretirana odgovornost, to se pravi pred nastopom, ko grem na oder, se obremenjujem, ali bo vse v redu, ali bom vzdržal, ali bom se kaj zmotil in to me včasih malo, znervira. Pomagam si za vdih in zapnim s pozitivno misli. Pred 2 letoma sem začel z fitnessom, zdaj pa nadaljujem z boksom. Tukaj sem se pač našel neko svoje veselje, neko neizpolnjeno otroško željo. Boks, bom rekel, me čisti s stresom, dobim neko pozitivno energijo in ne vem, po boksu imam čist svežo glavo, čist drugačen človek, sem boljšo inspiracijo, navdih, nove ideje mi pridejo hitreje po glavi, dejansko si očistim telo. Ja, sigurno najtežje je odločiti, da je mlad šport. Kot otrok nisem nikoli maral športa. Najbolj sem ponosen na to, da sem nehal kaditi, ker sem mislil, da mi ne bo uspelo. Vsakemu priporočam, da naj se opogumi in premaga samega sebe, ker z dobro voljo in s pozitivo se sigurno se da.